Iz kulture pa k športu. Kot obljubljamo, ostajamo pri telesni vadbi oziroma telesni vzgoji, kot ji pravi naš prvi jutranji gost, ki vsako jutro brez izjeme telovadi. Dobro jutro, Jan Hrvatin, dobrodošli. Torej, prinesli ste tudi pripomočke, naše gledalke in gledalci bodo kmalu videli, zakaj. Resnično telovadite tudi vi vsako jutro? Če se le da, ja, načeloma ja. Vam to pomaga k boljšemu začetku dneva? Zelo. Torej, imate, pravzaprav vadite številne, izvajate številne vadbe, od borilnih veščin pa vse do vadbe za ljudi, recimo starejše od 40 let. In slišala sem, da ste prav vi tisti, ki vam uspe ljudi prepričati, da spremenijo svoj življenjski slog, kar namreč ni lahko. Kako vam to uspeva? Jaz mislim, da se ljudje najprej sami prepričajo, da morajo življenjske navade spremeniti in potem poiščejo pomoč. In tam je točka, kjer jaz nastopim nekako. Ne. Ko pomagam človeku, ki si želi spremeniti gibalne navade, se telesno razviti, ponovno naučiti stvari, ki jih je pozabil, prije k meni in tam se začne delo. In so vam tudi zelo hvaležni. Zapisali ste namreč, situacija je danes nažalost takšna, da ljudje pogosto sploh ne vemo, kako zelo zanemarjamo naša telesa. Kaj je tisto, kar delamo narobe? Problem je v tem, da ne delamo. Torej, telo je namenjeno temu, da se giblje neprestano, ali pa vsaj večino časa. Danes pa večino časa preživimo tako, da se ne premikamo, da sedimo, ležimo, tipkamo z tipkalnimi stroji, sedimo v avtomobilu, karkoli. Telo pa trpi, zamira. Ne? Naša telesa so zakrnela. Kaj priporočate je način življenja? Poleg tega seveda, da obiskujemo tudi vadbo, tisti, ki je zelo pomemben, moramo biti aktivni skozi ves dan. Telovadba je danes v bistvu bolj stvar rehabilitacije. Da se ponovno pridobi tiste osnove, ki bi jih že vsak moral imeti, ki jih vsak kot otrok že ima, ki jih pa jih potem skozi odraščanje izgubi. Torej, gibanje je prvo, telovadba je potem tisto, kar te nekako usposobi za pravilno gibanje, ne? Zato, ker si to pozabil, nažalost, skozi neaktivnost. Kar 15 let ste trenirali kickboks, tudi vidne rezultate ste osvojili v tem športu, vendar poznate številne druge športe in ste vašo vadbo prilagodili za vse. Tudi za tiste, ki imajo poškodbe, to nikakor ni izgovor, da ne bi telovadili, pravite? Vsekakor ne. Poškodbe so vedno kvečemu dodaten motiv, da se človek loti redne aktivnosti, ne? Ker samo z aktivnostjo se poškodba sanira, ne pa z mirovanjem, kot se ponavadi razume in govori tudi. Ne? Pogledate osebo, pogledate, kakšno poškodbo ima in mu potem svetujete. Tako. So taki potem vseeno lahko zelo učinkovito vadijo in svoje telo pripeljajo do nekega svojega maksimuma? Dokler nismo pod 2 metri zemlje, smo vedno lahko učinkoviti gibalci. Tako da... Tale nasvet bomo vzeli kot rečejo zlato. Sedaj bomo pokazali gledalkam in gledalcem, zakaj te palice. Torej, rekli ste, da bova skupaj naredila 2 vaji, ki jih lahko vsak zjutraj, recimo, ko vstane v svoji dnevni sobi ali kuhinji, naredi, da se bo boljše počutil skozi ves dan. Tudi kadarkoli skozi dan, ne samo zjutraj. Lahko smo oblečeni, pripravljeni za službo? Oblečeni lahko, obuti pa ne v petkah. Aha, dobro, spravi bomo se sezuli. Tako. Torej, 2 običajni palici. Navadna palica, lahko je od metle, lahko je karkoli. Torej, prva vaja, postavimo palico v višini kolka in jo zadržimo z zapestji. Od tukaj dalje se sam spustimo dol v počep. Ne razmišljamo preveč o tehniki, zato ker to ni telovadba, pač pa sam gibanje. In ko prijemo do maksimalne točke, lahko to tukaj, lahko je malo više, sploh neodvisno, začnemo s dvigovanjem zadnjičnega dela in potem preprosto odrolamo trup. In to pač lahko ponovimo večkrat, gremo dol. Pravite, da to je raztezna vaja? To je vaja za prekrvavitev večine dela telesa. Da se lažje zbudimo zjutraj, ko smo zaspani in zakrneli. Druga vaja, ki je tudi zelo, zelo koristna danes, zato ker ramenski obroč zelo trpi pri položajih, v katerih smo, ali ko vozimo, ali ko tipkamo. Primemo palico zelo široko, zato ker smo načeloma zelo zakrneli, moramo zelo široko primiti. Bolj, ko smo gibčni, bliže gremo. Komolci so iztegnjeni, in potem preprosto gremo s palico zadaj, če rata, in zelo pazljivo nazaj. Pri tem moramo samo biti pozorni, da se prsnica ne dviguje. Torej, da ostaja torej na mestu. Da ostaja telo ravno in potem preprosto krožimo. Omenili ste hrbtenico, smo stari toliko, kot je stara naša hrbtenica? To je en kitajski pregovor, ki načeloma kar drži, ampak velja za celo telo. Toliko je naše telo sposobno gibanja in osnovnih funkcij telesa, toliko smo stari. Za koliko let se lahko pomladimo? Za koliko želimo.
Najlepša hvala, Jan, za vaš obisk. Srečno še naprej pri vaših treningih. Ja, spoštovane gledalke in gledalci, Jan je meni in vam pokazal, kako malo je potrebno, da naredimo nekaj zase. Moč, gibljivost, vzdržljivost, koordinacija in ravnotežje. To potrebujemo za lepše, kvalitetnejše in vitalnejše življenje. Odločitev pa je vedno vaša. V drugi uri bomo Primorci ponovno z vami, ko vam skupaj z našo Emilijo Pavlič ponudimo predlog za današnjo sladico. Ne zbežite.